Tukaj je Sabina oziroma Mami na vrtu in v tem videu ti bom pokazala oziroma bomo skupaj preverili, če te trije načini res delujejo, da naša zelenjava in sadje zdržita dlje časa, se pravi, da se ne pokvari. Ajde, gremo kar na prvega. Na hrano moramo paziti in prva stvar je, da se trudimo, da zavržemo čim manj. Prvi mit pravi, da če ločimo jabolka od sadja in zelenjave, bo to dlje zdržalo. Zato sem naredila dva kupa. Na eni strani imamo banane in paradižnik brez jabolk, v drugem kotu imam pa banane, jabolka in paradižnik. Čez 4 dni se oglasim in pokažem, katero sadje bo začelo prej gniti. A bo začelo gniti prej sadje, ki je zraven jabolk, oziroma sadje, ki nima zraven jabolk. Naslednji mit, ki ga bom preizkušala, je limona in jabolko. Kaj se zgodi, če imamo dve polovici jabolk in eno pokapljamo z limoninim sokom, druge pa ne? Jabolko, ki ga ne bomo pokapljali z limoninim sokom, pač hitreje začne gniti. Pa preverimo, se javim čez 4 dni, pa vidimo, če to res deluje. Še eno stvar bom testirala in sicer ali Bees Wrap oziroma povoskana folija, ki sicer ni folija, ampak je razgradljiva folija, ki jo lahko damo na kompost, res deluje. Baje jo priporočajo, da zavijamo noter sendviče, za shranjevanje sadja, zelenjave in tako naprej. Hej, po 4 dneh ti pokažem, kakšni so rezultati našega oziroma mojega eksperimenta, ki upam, da ti bo pomagal tudi pri shranjevanju tvoje zelenjave in tvojega sadja, da bo čim dlje svež in da pač ne boš utjal en dan, da ga ne bomo zavrgali. Prvi mit velja in sicer banane, ki so zraven jabolk, so dejansko začele hitreje rjaveti. Tiste rjave pikice so začele dobivati, medtem ko banane na drugem koncu kuhinje dejansko nimajo teh pikic. Oziroma imajo mogoče kakšno, ampak v primerjavi s tistimi zraven jabolk je to res minimalno, kar pomeni, da prvi mit velja. Drugi mit pravi, da sadje in zelenjavo, ki ga pokapljamo z limoninim sokom, zdrži dlje. Tole polovico, ki sem jo pokapljala z limoninim sokom, se dejansko vidi, da je zelo malo porjavela, kar je ful dober, če želimo pač, da sadje in zelenjava ohrani dlje časa svojo svežino. Medtem ko te polovice nisem pokapljala z limoninim sokom in je v primerjavi s tole, ki sem jo, hitreje porjavela. Kar je super. Še en mit, ki se je izkazal za zelo dobrega in veljavnega, torej limonin sok deluje. Naredila sem še tretji eksperiment, ker je pač, če že razbijamo mite, dajmo še tega, in sicer ali Bees Wrap dejansko deluje. To je folija, ki je biorazgradljiva, ki jo lahko damo na kompost in pač razpade. Narejena je iz tkanine in pa voska. In zavila sem jabolko, še tja noter, eno polovico, zato da vidimo, če res deluje tale Bees Wrap ali ne. Je pa polovica jabolka, ki je zavita v Bees Wrap. Poglejmo. Tole folijo bomo lepo zložili, lahko jo samo preplaknemo in spet ponovno uporabimo, je pa ne smemo prati v stroju, tako da ne, pa ne pod vročo vodo, kaj namakati ali pa kaj takega, ker se lahko stopi vosek. Se pravi, tole je jabolko, ki je bilo zavito v Bees Wrap, tole je jabolko, ki je bilo pokapljano z limoninim sokom. Ok, malo je razlike, seveda, tale je malo bolj oksidiral, je začel že malo gniti, medtem ko se mi zdi, da je tale najslabši, se pravi, jabolko, ki ga ne zavijemo, ga ne pokapljamo z limono, pač hitreje gnije. Tako da, to je to. Folija deluje, je pa v tem primeru limonin sok veliko bolj učinkovit, ampak če pa kam gremo, je pa še vseeno boljše, da kam zavijemo kakšno stvar, ne? Ali pa sendvič, ali pa kaj takega, da čim dlje ohranja svojo svežino. To je to, če ti je bil video všeč, se veš, ga lahko še deliš naprej, lajkaš, kakorkoli že, se vidimo naslednjič, čim več bo to zun. Tudi če slabo vreme, obuješ škorne in greš ven in zapomni si, hrana ni za tjaven dan. Dajmo poskrbeti za to, da pač hrano porabimo čim hitreje, da ne bomo kaj dosti stran zavrgali, če pa že, pa dajmo pač to uporabiti za kompost. In to je to, uživi, pa se vidimo naslednjič. Čau!